Kar se dogaja, je skregano z vsako logiko. Tako zapis začenja žena premierja Roberta Goloba, Tina Gaber, ki jo je v za vplivneže značilnem odgovarjanju na vprašanja sledilcev razburil, kot gre sklepati iz njene objave na Instagramu, poostren nadzor inšpektorjev nad vplivneži. Vsi se strinjamo, da morajo biti stvari urejene, ampak stanje je takšno, da imajo nekateri inšpektorji zahteve, ki so milo rečeno bizarne, skregane zdravo pametjo, in takih idej ni nikjer drugje po svetu. Mogoče so to malo prehudi izrazi. Meni ena bolj znanih vplivnic pri nas, Katarina Benček, ki je sicer tudi dobra prijateljica Gabrove. Tudi sama je, pravi, imela nadzor tržne inšpekcije, ki denimo preverja, ali so naročeni oglasi primerno označeni. Tržni inšpektorat je vršil povečan nadzor nad delom vplivnežev, to traja že več kot 1 leto. Jaz sicer na nek način to tudi pozdravljam, zaradi tega, ker se mi zdi prav, da se zadeve uredijo. Me pa mogoče zbode, da potem pri drugih, bom rekla, medijih vidiš, da v bistvu se ne držijo teh praks. In kdo naj bi bil dežurni krivec? Tu je opozorilo Tine Gaber dobilo tudi politično razsežnost. Me mal zbode, ko kdo misli, da inšpektorje pošilja moj mož, a nima nič s tem. Tržni inšpektorji spadajo pod Ministrstvo za gospodarstvo, ki ga vodi minister Han iz SD, ne Svoboda ali Robert Golob. Zakon o medijih pa je pisala Levica.